Danes je svetovni dan Zemlje. Praznujemo ga od leta 1970, kar sovpada z nastankom modernega okoljskega gibanja. Okoljski aktivizem je danes potrebnejši kot kdajkoli. Svetovni dan Zemlje praznujemo v praktično vseh državah sveta in je praznik vseh nas, ki živimo na našem modrem planetu. Želim pa poudariti, da današnji dan ni samo praznik, temveč tudi obveznost. Slovenija je svoje sporočilo, da ima vsak med nami pravico do čistega in zdravega življenjskega okolja, uspešno sporočilo v svet. Ta pravica je zaradi naše pobude postala človekova pravica. Toda po drugi strani se soočamo z dejstvi, ki nas morajo skrbeti. Slovenija recimo letno porabi precej več naravnih virov, kot jih lahko narava v enem letu obnovi. To vodi v uničevanje okolja in izčrpavanje naravnih virov. Moramo se zavedati, če bi vsi ljudje na planetu živeli, kot živimo mi v Sloveniji, bi potrebovali kar 3,4 planete v velikosti Zemlje, da nam ne bi zmanjkalo naravnih virov. Politiki imamo politično in moralno dolžnost, da izboljšamo razmere v svojih državah ter skupaj obravnavamo različne vidike podnebnih sprememb na mednarodni ravni. K temu moramo pritegniti vse naše prebivalke in prebivalce. Narava ne pripada nobeni politični stranki. Narava je ena naših najmočnejših zaveznic v boju proti podnebnim spremembam, lahko pa je naša sovražnica, če bomo do nje brezskrbni. Zato so na naravi temelječe rešitve nujne. Okrepiti moramo lokalno odpornost. Svoje znanje in izkušnje, vključno z najsodobnejšo tehnologijo, moramo razviti in uporabiti, da se odzovemo na grožnje, ki so posledica podnebnih sprememb. Zavedam se, da so danes v ospredju zagovornic in zagovornikov boja proti podnebnim spremembam in onesnaževanju okolja, predvsem mladi. To ni prav. Za sedanjost in prihodnost našega planeta smo odgovorni vsi mi. Vsi mi moramo protestirati, še bolje in predvsem bolj prav pa bi bilo, da vsi skupaj storimo veliko, čim več, da pomagamo naravi, da ostane naša zaveznica. Zato močno podpiram geslo letošnjega dneva Zemlje: investiraj v naš planet.